Prav lep dober večer. Začenjam z 9. sejo občinskega sveta. Pozdravljam vse prisotne. Upravičili so odsotnost Barbara Ajdnik, Nadja Punčo in Andrej Gumcej. Bojan Podkrajšek je pa rekel, da bo malo zamudo. Z gradivom ste prejeli predlog zapisnika 8. seje in sprašujem, ali so kakšne pripombe, dopolnitve zapisnika. Pripomb ni, torej predlagam, da občinski svet potrdi zapisnik 8. seje. 17 za. Peter, še tebe počakamo ob 19. Ugotavljam, da je zapisnik 8. seje potrjen. Z gradivom ste prejeli predlog dnevnega reda in sprašujem, ali so kakšne pripombe ali dopolnitve na dnevni red današnje seje. Ni pripomb, torej ugotavljam, da je dnevni red z 9 točkami sprejet. Predlagam, da občinski svet potrdi dnevni red. Soglasno ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Prehajamo na prvo točko, in sicer predlog sklepa o potrditvi elaborata oblikovanja ocene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov občine Slovenska Konjica, in prosim gospoda Maksimilijana Tramšaka, direktorja Komunale Bistrice, da nam predstavi predlog. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu družbe, kako tudi v mojem imenu. Spoštovani župan, hvala za besedo. Občinska uprava. Zdaj, ni dolgo nazaj sem bil tu, zdaj sem pa spet tu, marsikdo se sprašuje, zdaj kaj da spet delam tukaj. Zdaj, pred vami so predračunske cene, elaborati obvezne gospodarske javne službe, obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jih mi na regijskem centru in družbi izvajamo za družbenika, za vas, pri vas dejavnost zbiranja, to je dela vaše komunalno podjetje, mi pa izvajamo te dve javni službi, obdelavo pa odlaganja. In seveda zdaj na osnovi obračunskih izkazov leta 2022, vseh revidiranih izkazov in na osnovi poslovanja letošnjega leta in vseh predvidevanj, kaj nas bo v naslednjem letu doletelo, smo bili v družbi primorani pripraviti predračunske cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ravnanja z odpadki, obdelave in odlaganja. Mogoče malo statistike. Mi na regijskem centru zberemo 23.000 ton odpadkov, obdelamo nekaj čez 11.000 ton odpadkov, od tega je vaših nekje 1100 ton, to se pravi malo več kot 9% odpadkov obdelamo za vas. V procesu vsega zbiranja pa imamo nekje malo manj kot 5% vaših odpadkov. Zdaj, glavni razlogi, da sem jaz danes tukaj, so predvsem uskladitve, ki smo jih pač dolžna uprava narediti za naslednje leto, predvsem uskladitev stroški dela. Stroški dela so pač eni izmed največjih stroškov na tem področju. V skladu s podjetniško kolektivno pogodbo se s 1.1. dvigujejo izhodiščne plače za 6%. Zdaj, če sem v preteklosti govoril o energentih, ja, imamo nekje 4-kratnik cene električne energije kot leto poprej. V družbi plačujemo 197 evrov za megavatno uro, visoko tarifo pa okrog 150 za malo tarifo, pas je nekje 50-50. V letošnjem letu smo tudi investirali preko pol milijona v fotovoltaične panele, kar nekaj tega smo naredili, a glej ga zlomka, kupujemo po 197, odkupne cene presežkov za naslednje leto smo pač bili dolžni podpisati za 35 evrov. Toliko o zelenem prehodu, okoljskem prehodu in vse to, kar se na tem področju dogaja, in ko poslušam te zgodbe, kam vse bomo te fotovoltaike postavljali, na kire šole, na kire vrtce, kakšne skupnostne bomo delali. Vemo, da s 1.6. prihaja novi metering. Mi smo to v družbi zelo podrobno analizirali tudi, kaj bo to pomenilo vpliv na sodo, to se pravi omrežnino. Mi danes v družbi plačujemo okrog 100.000 evrov omrežnine na 120 odjemnih mestih in z novim meteringom bodo ti stroški porasli za več kot 30%.
to boste videli skozi svoje položnice, ki jih bomo tudi vsi dobili. Vemo, prihajate 2 sezoni, višja sezona, nižja sezona, znotraj višje sezona sta 2 pasova, delovni dan in dneva prost dan, znotraj delovnega dneva so pa 3 tarifni odjemi, 1, 2, 3, pa nedelovni 2, 3, 4. In vsi ti na področju energentov so privedli do tega, da imamo indeksacijo na energiji 400%. To je eden izmed razlogov, tudi ker smo zelo previdno planiramo. Stroški storitve prevozov, povprečna cena goriva, ki je bila planirana v letošnjih bilancah, je bil €1,30, danes statistično razpolagamo, da je povprečna cena goriva €1,51 za dizel, 1,46 za bencinsko gorivo, zelo so se podražili tudi AdBlue, da imate malo za predstavo, mi skorimo okrog 240.000 goriva, kar zopet 20 centov več pomeni skoraj 50.000 evrov nekih dodatnih stroškov. Predvsem tudi spreminjajo se količine odpadkov in sortirani materiali, s tem, ko občani če dalje bolj, eno je, da rahlo, ker smo mi tudi v sistemu zbiranja, mi to zbiramo tudi za 6 občin, opažamo z nekje z tendenco indeksacijo nekje 7, 8 do 10% letno povečujemo količine, ampak se spreminja masni tok. Masni tok se spreminja, da če dalje več imamo volumenskih odpadkov, manj pa težnosti. In tudi doma, ko pogledate, če dalje v tem zelenem kanti, zelenem zabojniku, kjer imamo mi mešane komunalne odpadke, če dalje manj, obstaja neka biologija, obstajajo neke planice, obstajajo neki materijale, kam ne vemo z njimi, vse ostalo pa nam povzroča ta mešana komunalna embalaža, ki je tudi pač last sheme, ampak je problem tudi na področju prevzemanja sheme. Zdaj, zakaj je to pomembno? Predvsem pomembno je to, da iz naslova izsortiranih materijalov, veste, iz 11.000 ton izsortiranih materijalov, tako ali drugače pridemo v neke masne bilance, skoraj nekih 4.000 ton, to mi damo na trg prevzema, tisti, ki pač to prevzemajo, so nam pa z podražitvijo energentov znatno tudi padle cene odkupa vseh teh materijalov. Primerjava, papir je začel v lanskem letu padati iz 150 evrov tone balirane mešanega komunalnega papirja na 0, letošnje leto imamo okrog 5 evrov do 40 evrov dobimo za tono baliranega papirja. Razlog zopet energenti. Teda smo tu zelo podvrženi tudi, ne vem, predelovalcem, predelovalci so pa večinoma privat podjetja, ki niso v javni lasti in se tem tudi tržno vnašajo. Padajo pa si tudi reciklati, tako železo, aluminij, sicer ta rast se je zelo umirila, ampak določene cene so padle več kot za polovico, kar je pa najbolj huje pa to, da se ves masni tok začel ustavljati. Predvsem zaradi tega prehaja Evropa v recesijo, Nemčija v recesiji, Slovaška, Češka in ker mi izvažamo to lahko frakcijo, ki jo mi predelamo v gorivo iz teh sortiranih materijalov, se nam dogaja prvič, da nam količine lahkih materijalov, ki grejo v termično obdelavo sežig, rastejo in če smo še v letu 2019 iz naslova 10.000 ton obdelave dali skoraj 1900 ton, smo lani iz naslova 11.000 ton obdelave dali skoraj 6.800 ton. Predvsem iz okoljske zaveze, ker v družbi imamo okoljsko zavezo, priti naslednjih 2-3 letih na čim manjš odlaganja. Mogoče statistika, v lanskem letu je prebivalec v Republiki Sloveniji predelal 526 kg odpadkov, malo več kot pol tone. Naša statistika občina zbiranja je 2 kg manj. Iz tega naslova smo odložili mi nekje 27 kg, da imate malo za predstavo. Če dalje več nam raste termična izraba odpadkov, posledično, ker stremimo k temu, da bomo prišli v naslov krožnega gospodarstva, da bomo zmanjševali odlaganje. Mi imamo odlagalno polje in smo tudi politiko, župan je bil tudi že večkrat predstavljen na svetu družbenikov, stremimo k temu, kljub temu, da danes še lahko odlagamo, je bila tendenca količin odpadkov prevelika, tudi če prav je bila skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, smo nekako zavzeli okoljsko zavezo, da čim več odpadkov damo v predalavo, tudi termična obdelava je nekako predalava in termična izraba, ne pa v odlagalno polje. Ker odpadki se bojo vedno odlagali in mi tudi na račun odlaganja ne popravljamo bilanc v samem podjetju. Pa če dalje strožja nova zakonodaja, ki nas sili, zakon o varovanju okolja, v nove ukrepe, prilagajo se državni monitoringi na izvajalca, če dalje več evidenc poročanja, skladitev, brefov, to so izjasnitev najboljših tehnologijah obdelave,
in tudi spremembe OVD, uredba o skladiščenju. Zdaj, kaj se nam dogaja? Mi smo dolžni vsi izvajalci, tudi komunalna podjetja, odpadke zbirati. Eno so mešane, ker je obvezna služba, imamo kosovne odpadke, imamo navarne odpadke, zabavno elektroniko, imamo mešano komunalno embalažo, sheme so pa dolžne to prevzemati. Sheme redno ne prevzemajo. Masne bilance na cerotih se kopičijo, od komunališče se to nekako odpelje, ceroti to prevzememo, pripravimo pošiljke za nadaljno obdelavo, ker to ni naša last, vendar ne prihaja do prevzema. In se masni tok postopoma ustavlja. In smo se začeli, jaz verjamem, da ste tudi v medijih zasledili, včeraj je bil en vreden članek v Dnevniku, kaj se na regijskih centrih dogaja, kaj se dogaja na področju ravnanja, obdelave od odpadkov, saj mi nimamo končnih rešitev, takole je drugače. Mogoče samo najava za naslednjo leto, če smo v letošnjem letu pa vseh preteklih letih cementarne, toplarne, ki so nam to prevzemali, imeli nekje 3-tedenske do 1-mesečne remonte, smo dobili najave, da bo ti remonti, predvsem zaradi umirjanja gospodarstva, se podaljšali na 3 oziroma do 6 mesecev. Kam šli odpadki, vam dan danes ne vem povedati. Mi že dan danes pripravljamo ukrepa, kje, kako in na kakšen način bomo pač to skladišli na regijskih centrih. To je tudi eden iz razlogov. Zdaj pa dejansko, kako mi pridemo do te cene, kaj zdaj cena pomeni, sodila, kako do tega pridemo, kako se to v laboratih izkazuje, to sem enkrat že vam tudi razlagal, količina odpadkov vseh, ko se to preračuna na neke volumne, v teh volumnih se definirajo neki kilogrami, še doda se še dinamika odvoza in potem pridemo do neke cene na neko posodo. Zdaj pri vas mi delamo to storitev obdelave. Ta storitev obdelave je bila na tono tako obdelava podlagana, trenutno 175 evrov. Mi predlagamo tudi dvig cene na 187 evrov. Ta cena je pri vseh družbenikih enaka, vseh 11 občinah, kjer mi izvajamo to javno službo, kjer smo tudi koncesionar, pri 8 imamo ustanovitelje, delamo pa še to tudi na trgu. Kaj za to pomeni? Mi nekje mesečno vaše podjetje k nam pripelje nekje 110 ton odpadkov. To pomeni, da smo na mesec pa cena nekje dvignala za podjetja tam nekje od 1000, 1300, 1200, 1300 evrov, se visi pod input. Mogoče toliko za uvod, sem pa na voljo za vprašanje. Hvala. Hvala lepa, direktor, zelo nazorno si nam povedal, ne samo to problematiko, tudi drugo. Hvala lepa. Dejansko odpadke postajajo problem, tako so stalno bili, ne samo na tem področju, komunalno blato in še vse drugo, ne. Ampak verjetno bomo se o tem pač pogovarjali tudi kdaj drugič. Prosil bi predsednika odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor Mateja Senico, da poda mnenje odbora. Hvala za besedo, lep pozdrav. Po mojem imenu, odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Potrjuje predlog elaborata oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne službe, komunala Slovenska Bistrica, ravnanje s komunalnimi odpadki in da predlaga obravnavo občinskega sveta. Hvala lepa, predsednik. Pa še predsednik odbora za finance, dr. Štromajer, prosim za mnenje odbora. Hvala za besedo, lep dober večer vsem skupaj. Odbor za finance in premoženje je zadevo obravnaval in soglasno 4 glasovi za, nič proti, eno kolegica je manjkalo na seji, sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata oblikovanja cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Slovenske Konjice. Hvala za besedo. Hvala lepa, dr. Štromajer. Moniko Iršič, prosim za mnenje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Najprej tudi lep pozdrav vsem. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sprejel, predlaga občinskemu svetu, da sprejme ta sklep. Hvala lepa. Pa še Zlatka Ratija, prosim za mnenje statutarne pravne komisije. Hvala za besedo. Tudi najprej lep pozdrav vsem tukaj. Statutarna pravna komisija je tudi prejeto gradivo obravnavala, ga preučila in ga potem soglasno sprejela sklep, ga potrdi in predlaga občinskemu svetu, da se sprejme sklep o potrditvi elaborata. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Prosim, gospod Hren. Skupaj, večer, hvala lepa, predsednik Župan. Mene zanimajo določene stvari. Na primer, zelo črnoleto ste povedali okrog energetike in vsega tega, ampak na svetovnem trgu so cene energije pričele padati, koliko vemo, in nafte, in tudi elektrika, pravijo, ki se
glede na veže v Evropski uniji na plin, padla. Tako da bi tako samo 4-kratno povečevanje govorili, verjetno bo tudi malo znižanje cen čez leto, jaz saj upam tako, čeprav vi imate pač tale elaborat lansirate na ta trenutek, ne, ki je s temi znanimi podatki, ki jih imate. Ne. Po drugi strani pa tale sklep za moj opust je malo preuranjen, zaradi tega, ker vi ste povezani skupaj z našim komunalnim podjetjem, ki jemlje te odpadke, mi še pri našem javnem komunalnem podjetju imate direktno povezavo z našim komunalnim podjetjem. In mi ta trenutek še ne vemo, kaj bo to pomenilo za našo komunalno podjetje, kako bo on vso to ceno preračunal, bo končno ceno za našega uporabnika. No, to je eno tako moje razmišljanje, zato sem, ne, jaz se verjamem vsem stvarem, ki ste tukaj nadali ta trenutek in to, ampak to so moje pomisleke mogoče za razmislek. Hvala lepa. Še kdo? Glede za energijo, trgovanje na borzi, verjamem, da poznate, ne, mi kupujemo energijo v skladu z zakonom o javnem naročanju, dolžni smo narediti tender, kupili smo skupaj z SOS-om občin Slovenije, preko 500 odjemalcev je kupovalo, zakupljeno imamo do 1.4. Je pa zdaj tako, veste, če boste danes pogledali na Hudex borzo, pa nemško borzo, današnjo trgovanje je bilo mogoče 110 € za megavatno uro, ne. Mi žal tako ne moramo kupiti, ne. Zdaj, privat podjetja lahko v realnem času kupujejo, mi pa zato moramo narediti tender, moramo narediti javno naročilo, gre za velike postopke, 35 dni objave in na tisti dan, v tistem pasu lahko mi kupimo za neki časovni blok. Leto, pol leta, mesec, kvartalno. Tako se pač kupuje energija. Prijavil se en ponudnik, to je bila Energija Plus, dala je ponudbo 197, mi imamo zakupljeno do 1.4., potem zopet odpiramo konkurenco, ampak povprečna cena, ki jo kupujemo, ki je trenutno na trgu, je pač ta cena, ki jo pač smo dobili mi. Mi ne moramo kupiti energijo, veste, privat družbi, ko sem kupoval energijo, v 11 sem poklical, 11 pa 5 sem pogodbo podpisal. Žal so zakonitosti, smo v 100% javni lasti in moramo v skladu z ZMN delati. Tako pač je. Veste, in to isto, ko pa investiraš, ne, mi smo sprejeli energetsko strategijo, kako preobraziti podjetje, imamo 1,7 gigavata porabe energije na top 8 odjemnih mest. Ko smo želeli skupnostno delati, ne moramo prek ZMN-ja. Speljali smo postopek, že vse opremili, prijavilo se eno podjetje. Zlobiraš, prijavilo se eno podjetje, ker pač zdaj ekspanzija naval je in nam je dalo ceno odkupa 35 €, letos smo imeli 80 €, za naslednje leto nam je pa dalo 35 € ceno odkupa. Presežko energije. Ne, mi nimamo meteringa referenčne zravnava, tako malo gospodinstva, to se konec tega leta tudi ukinja, ne, žal pač tisto, kar v pasu porabiš, ne, imeli smo porešine, da bi lahko inštalirali večje moči, ampak je problem to energijo v času produkcije, ki gre pa neki, nam rekel, krivulji sinusni od maja pa nekje do septembra, največja proizvodnja, kjer tudi ne moreš skladiščiti, ne moreš jo nekako porabljati vso proizvedeno, ne, in žal takšne so pač razmere na trgu. Zato sem to izpostavil, ker se s tem ukvarjamo že več kot 2 leti s tem problemom, kako dobiti dobro referenčno ceno odkupa ali kako to energijo znotraj skupnostne rabe na več odjemnih mestih porabiti. To je največja težava. Hvala lepa. Pa drugi del, ko se oproščam, koliko bo to v naši... Glede, kaj preračuni v občini Slovenska Bistrica so pomenili, da to vpliva obdelava podlage 17 centov na uporabnika. Pri vas bo pa to komunalno podjetje imelo 1300 € mesečnega dodatnega stroška. Treba je pa gledati zdaj ceno storitve zbiranja, kaj to pomeni. Še kdo? Predlagam, da občinski svet sprejme sklep o potrditvi elaborata oblikovanja cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali shranjevanja komunalnih odpadkov občine Slovenska Konjica. Prosim, če glasujete. Je kdo proti? Koliko za? 17 za od 19. Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa, direktor, na izčrpni predstavitvi. Če se ne vidimo, lepe praznike. Okay. Prehajamo na drugo točko.
Predlog odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2024, druga obravnava. Natašo Fabjan, prosim za predstavitev. Dober večer, hvala za besedo. V gradivu, ki vam je bilo poslano, so podane spremembe med prvo in drugo obravnava proračuna za leto 2024. Dodan je plan vzdrževanja cest v letu 2024 in pa načrt ravnanja s stvarnim premoženjem v občini Slovenske Konjice. Dodatno so priložene vse spremembe, ki so nastale na prihodkovni in odhodkovni strani bilance. Te spremembe pa so vidne tudi v spremenjenem odloku. V odloku je poleg sprememb prihodkov in odhodkov spremenjen tudi 15. člen, ki govori o zadolžitvi javnih podjetij, in sicer so spremenjeni zneski za zadolžitev stanovanjskega podjetja Konjice v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet sprejel na prejšnji seji. Prihodki proračuna so planirani v višini 16 milijonov 892 tisoč, kar je za 4,9% več kot v letu 2023. Med večje spremembe na prihodkovni strani pa so povečani je znesek dohodnine, in sicer zaradi večje vrednosti povprečnine, ki znaša 725 evrov, povišanje pa je za 379 tisoč evrov. Prav tako so na povprečnino vezana sredstva za uravnoteženje razvitosti občine, ki jih bomo prejeli 18 tisoč več. Vlada pa bo poleg povprečnine iz državnega proračuna delno zagotovila sredstva za plače v zavodih, in sicer v višini 123 tisoč. Zmanjšajo se prihodki od prodaje premoženja, saj smo umaknili prodajo stare pekarne iz načrta prodaje. V prvi obravnavi smo načrtovali prihodke za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 312 tisoč, ki pa smo jih prejeli že v letu 2023, bomo pa prejeli dodatna sredstva za odpravo posledic za ureditev gozdnih cest v višini 89 tisoč 300. Skupaj se prihodki zvišuje za 148 tisoč. Odhodki so v celoti planirani v višini 17 milijonov 955 tisoč, kar je za 2,7% manj kot v letu 2023. Spremeni se pa naslednje. Sredstva za javna dela se povišajo za 33 tisoč evrov, in sicer predvsem zaradi povečanja sofinancerskega deleža, ki je 50-odstoten. Sredstva za investicije krajevnih skupnosti, skupni znesek vseh investicij krajevnih skupnosti se ne spremeni, prerazporedile pa so se nekatera sredstva na osnovi sklepov svetov krajevnih skupnosti, in sicer so sredstva namenjena za ceste, javno razsvetljavo, športne objekte in pa domove krajanov. Za rekonstrukcijo lokalnih cest smo dodali 120 tisoč, dodali smo sredstva v višini 25 tisoč za investicijsko vzdrževanje javnih površin pri blokih, dodali smo sredstva za ureditev ploščadi pred cerkvijo za dokumentacijo in pričetek izvedbenih del, višina je 70 tisoč, za ureditev bivalnih enot v Ločah smo dodali 30 tisoč, za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za športne površine v Ločah 15 tisoč, prav tako kot na prihodkovni strani pa smo tudi tu dodali sredstva za odpravo posledic za ureditev cest, predvsem za gozdne ceste. Skupaj se odhodki zvišujejo za 457 tisoč 980. Skupaj prihodki in zadolžitev planiramo v višini 17 milijonov 892 tisoč 644, kar je za 4,6% več kot za leto 2023, odhodke in odplačilo dolgov pa v višini 18 milijonov 713 tisoč 223, kar je za 2,1% manj kot v letu 2023. Proračun je uravnotežen, negativna razlika med prihodki in zadolžitvijo ter odhodki in odplačilom dolga v višini 820 tisoč 500 pa se pokriva sredstvi na računih preteklega leta. Hvala. Dr. Štromajer, prosim za mnenje odbora za finance. Hvala za besedo in lep pozdrav. Torej, odlok proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2024 je podrobno obravnaval odbor za finance in premoženje. Dva izmed članov odbora, gospod Zidanšek in gospod Frim,
sta bila mnenja, da bi bilo potrebno zvišati postavko namenjeni ureditvi starega mestnega jedra, predvsem je bilo govora o ureditvi ploščadi pred cerkvijo svetega Jurija. Strani občinske uprave je bilo v bistvu razloženo, zakaj je postavka v višini, kakršna je v gradivu, ki je pred nami. Prav tako smo razpravljali tudi o drugih postavkah, ki so bile posebej zanimive za člane odbora, od preplastitve cest, poslovniškega inkubatorja in tako dalje, tudi o lastnih prihodkih krajevne skupnosti in tako dalje. Na koncu te razprave je odbor za finance brez glasu proti, 2 zdržanima glasovoma in 2 glasovoma za sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2024 v drugi obravnavi. Hvala lepa. Še Zlatka Rateja, prosim za mnenje statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Tudi statutarno-pravna komisija je gradivo obravnavala, ga preučila in potem sprejela soglasno sklep, da se predlog oziroma da se potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2024 v drugi obravnavi. Hvala lepa. Gospod Ratej, podpiram razpravo. Gospod Hren. Hvala lepa, župan, hvala za besedo. Proračun vidimo je zelo kompleksna zadeva z ogromno postavkami in tudi je težko vsem potrebam zadovoljiti, še posebej v teh časih, ko se socialni in družbeni transferi toliko povečujejo. Je za investicije pa toliko manj prostora. Ampak vseeno mislim, da neki investicijski programi morajo teči naprej in investicije morajo iti naprej. Tudi če na račun določenega zadolževanja, kar se je občina tudi minimalno zdaj zadolžila, ampak jaz mislim, da v tem ni neki veliki problem, glede na to tudi, da mislim, da bojo obrestne mere padle in da to ne bo takšen problem, važno je, da jih naredimo. Zdaj, na določenih postavkah, seveda govorim o imenu naše svetniške skupine, bi želeli, da bi bilo kaj drugače, ampak tako kot sem rekel, je pač to vse stvarnost, jaz bi mogoče zagovarjal predsednik odbora za kmetije za podeželje, da bi bilo več denarja na podeželju, da bi se določene postavke za primarno vlaganje v kmetijstvo, ki vsako leto stanejo ista, malo povečali, potem da bi se povečale sredstva za zapuščene živali, ko vemo, kakšen problem je in so se zmanjšala, pa še nekatere druge stvari, ki so v tem proračunu pa dobre. Tudi ena od teh zadev je bila tudi vložitev amandmaja po prvem branju za 100 000 evrov za ploščad oziroma ureditev celega mestnega jedra. Vidimo, da je tudi ta zadeva delno uresničena, to je 70 000 evra. Glede na to, da res niso vsi relevantni podatki dani, da bi bilo 100% vse znano, da smo začeli in ne vemo točno, kako se bojo potekali, čeprav neki terminski plan smo naredili, kako bi to naj potekalo in da bi se tam v mesecu juniju, če bo normalno vse potekalo, začelo izvajalnimi deli, kar bi bilo hitro, če bi to uspeli. Mi moram pa reči, da se pa v primeru, da bojo potrebe večje, ne odrekamo tem 100 000 evrov. Bomo probali to zagotoviti v rebalansu, če bo to potrebno. Ker to je ta projekt, jaz mislim, da je sila pomemben za Konjice, če hočemo urediti staro mestno jedro, oživiti staro mestno jedro, narediti neko ploščad, pa neki pogled do Trebnika, bo enkrat v bodoče razmišljati o prestavitvi glasbene šole v Trebnik in potem so ti projekti, katerih smo vložili, imajo večplasten pomen za našo skupnost, posebno še za samo mesto Slovenske Konjice in bo imele dolgoročne pozitivne posledice. Zaradi tega, mislim, pozitivne posledice. Zaradi tega, kot pravim, teh 70 000 evrov je zdaj na razpolago, 30 000 evrov pa, če bo potreba, bomo pa probali zagotoviti in bomo prosili župana v rebalansu. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Mateja, prosim. Vsem skupaj, jaz bi se rada v imenu naše svetniške skupine zahvalila, da ste prisluhnili našemu predlogu in da ste dali pač ta naš predlog v proračun. Hvala lepa. Še kdo?
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Samo zanima me, Loče, igrišče, Livada je ponovno v proračunu. Vem, da smo se večkrat že o tem pogovarjali, pa mogoče ne vem, kakšna ali bo bolj celovita preureditev, da bo zdaj zadeva zaključena, ali je potrebno temu boljše pristopiti, da enkrat to zadevo potem zaključimo. Mi smo postopek začeli pred 2 letoma. V mesecu novembru smo dobili vsa mnenja vseh služb, ki so za to pristojne. Leto pa pol smo čakali na vodarje, tako da sedaj imamo projektne pogoje in v letošnjem letu bomo naredili projekte in v naslednjem letu bi oziroma 2024 bi naredili projekte, 2025, 2026 bi se to zgradilo. Torej, tako daleč je ta zadeva, torej ni stala zaradi nas, ampak zaradi potrebnih soglasij najemodajalcev oziroma soglasodajalcev. To je. Zdaj, če več ni razprave, bi mogoče jaz mogoče na mnenje podal pa neke stvari, ne. Torej, če gleda, še do? Bojan, izvoli Bojan. Ja, torej, zdaj, če pogledate vi proračune, ne, iz leta 2022, ne, pa stanje 2023, pa plan za 2024 boste videli. Da smo 2022 imeli prenosa sredstev 2,7 milijonov ostanka na računu, da bo za letošnje leto je bilo planirano 700, pa bo sedaj temu manj, pa da je naslednje leto ostanka 240.000 evrov. Torej, da se zavedamo, ne, kako bomo, ne, pa kaj bomo rebalanse delali, pa kako težko bomo kakršnekoli rebalanse delali, ker ne bo sredstev za rebalanse, če bomo to, kar smo se zavezali, pa smo v proračunu bomo sprejeli in naredili. Torej, rezervna sredstva ali pa tisto, ko je bilo malo špeha, ne, da smo lahko kaj kalkulirali, pa kaj študirali za naprej, tega več ni. Poglejte si, tam številke boste videli, 240.000 evrov. To je premalo za en teden financirane občine, ne. Tako da to je to. Zdaj vse, kaj se je dalo, smo upoštevali. Torej vse predloge, koliko so smiselni, za mene bili pa razumni, smo upoštevali. Tudi mnenje vas, svetnikov, da se izloči prodaja, bom rekel, pekarne, tudi to smo upoštevali, tega zdaj več not ni. Tako da ja, ne glede na vse, ne, je pa tudi eno dejstvo, ne, da še vedno je nekje 36% proračuna namenjenega za investicije, da bo naslednje leto kar zahtevno, kar se tega tiče, bo pa 2025, 2026, tako sem že večkrat povedal, nekoliko več prostora, ko bomo zaključili za investicije šole in še nekatere druge stvari, ki jih bomo izvedli naslednjem letu. Tako da to je moj komentar vsega tega. Prosim, Bojan, izvoli. Ja, hvala. Lep dober večer vsem skupaj. Hvala tebi, župan, za besedo. V naši svetniški skupini naj uvodoma povem, da bomo proračun, ki danes v drugem branju, podprli. Naj tudi povem, da smo se mogoče da smo se zadnji teden še s tem proračunom še dosti ukvarjali. Jaz bom vedno tisto, ko bom povedal, da tam, ko je zadeva dobra, je treba pohvaliti. Da, ko smo šli čez krajevne skupnosti, ko smo šli čez neke investicije, predvsem, ko so jih predlagali naši predsedniki krajevne skupnosti, tam, ko so potrebe, jaz moram priznati, da je to vnešeno proračun. Župan, ti si svoje delo med prvim pa drugim branjem opravil. Jaz se spomnim, ko smo imeli med prvim pa drugim branjem tudi Kivijas, mislim, da smo bili tam zbrani vsi predsedniki vodje svetniških skupin. Smo se, ker je bila pač seja malo krajša, smo se tudi dosti o tem pogovarjali in seveda smo se tudi dotaknili te točke, te postavke, ki je bila na zadnji seji mogoče najbolj neprijetna, mogoče tudi med
Tabo pa mano, pa seveda z svetniškimi skupinami našo, pa Nove Slovenije, pa Ljudske stranke. Seveda v tem času smo dobili veliko pozitivnih odzivov, pa mogoče tudi kakega negativnega. Ne? Kaj je tisto, ko je negativno? Seveda, nekdo nas je vprašal, kako bomo pa mi zbrali za to ploščad. To veliko krat slišim. Kako bomo pa mi zbrali. Ne? Seveda, in ko me to nekdo vpraša, sem pogledal okoli sebe, kdo še stoji okoli nas. Ne? Župan, ti se spomniš, da smo prepričali vso slovensko politiko, da je glasovala za cerkev svetega Janeza Krstnika v Žički Gatuzi, 84 glasov v državnem zboru, tako opozicije in koalicije. In če tam ne bi pisalo v prav postavki za cerkev svetega Janeza Krstnika, te cerkve danes ne bi bilo obnovljene. To je bil naš moto in mislim, da smo se o tem veliko pogovarjali. Pa bom se te ploščadi na koncu dotaknil še mogoče tvoj komentar, seveda, kaj nas čaka v naslednjem letu, pa kaj nas čaka v 25 pa 26. Jaz mislim, da to poslušajo vsi naši direktorji zavodov. Včasih imamo občutek, da smo mi tisti v tej dvorani, seveda danes v Draže vasi, največkrat v dvorani Konjičanka, ko moramo dvigovati roke. Jaz sem uvodoma napovedal, da bomo mi ta proračun soglasno podprli v naši svetniški skupini za leto 2024. Pošiljamo pa tudi en apel vsem zavodom, da začnejo po novem letu razmišljati, kako bomo v letu 2025 boljši. Tudi takrat, ko bo imeli ideje, seveda pa težave, da bo treba cene dvigovati, ko bodo prišli pred nas, pa seveda, da bomo mogli roke dvigovati, pa tu, kako bomo lahko sestavili, glede na situacijo, proračun, ki bo kmalu, malo snega, malo sonca, pa bo zopet pred nami, predvsem za leto 2025, tu bi jih jaz pozval v eno naše svetniške skupine, seveda pa še moče koga v tem občinskem svetu, da začne razmišljati o tem. To je naša skupna naloga. To je ena zadeva, kar se pa tiče ploščadi. Mi smo se tudi, ker smo predlagali, v Novi Sloveniji, v Ljudski stranki, pa naši stranki, pa našem občinskem odboru veliko o tem pogovarjali. Seveda, ta poteza tvoja, župan, da si nas pozval, oziroma Jureta, da smo seveda dali en dopis, da si to vnesel proračun. Med tem časom so se tudi zgodile dve pozitivne stvari. En uspešen sestanek vašega predstavnika, to je Igorja Frima, pa Zavoda za bolniško varstvo, pa gradbenega odbora. Jaz mislim, da je bil to en pozitiven sestanek. Tam smo ugotovili, da lahko rajžno zavihamo rokave, da ne bo to nek bav, ampak da rabimo še nekaj časa. Zato je bila naša odločitev, da ne silimo zdaj v amandma, ker dejansko tega denarja pol leta ali pa 7-8 mesecev ne bomo potrebovali. Jaz mislim, da je to korektno. Tako do tebe, kot do občinske uprave, glede tega, da seveda ti to predlagaš. Seveda bomo pa tisti, ki ne bomo prosili v poletju, ko bo prvi rebalans, ali pa drugi, odvisno kdaj bo, ne bomo za tisti, ki bomo prosili, ampak bomo jasno povedali, da želimo, da še dodamo, koliko rabimo v tem letu, pa seveda pa za naslednjo leto bo pa veliko lažje, kot si že sam povedal, da se največja postavka tem proračunu, to je obnova osnovne šole pod Goro, razbremeni. Zato bi jaz dal seveda vsem en apel, da če za te strani nekdo nekaj predlaga, oziroma 3 svetniške skupine nekaj predlagajo, da ne iščemo pol, pa pozivam, koliko boste pa vi zbrali. Drugi pozitiven dogodek se je pa zgodil, ko smo šli skupaj s podjetniki si pogledati ta dogodek vlivanja zvona. Gospod župnik, arhidiakon, celoto investicija, seveda z gradbenim odborom za 280 000 evrov.
pa jaz nimam nobenih pomislekov, da to vsem Konjičanom seveda skupaj z njim ne bo uspelo. Seveda naša skupna naloga pa je, da glede te ploščadi nismo užaljeni en na druga. Jaz sem v tem zadnjem tednu mogoče malo razmišljal, če se je na kateri stopnicah v Sloveniji tukaj mladih slikalo, ko se je na teh stopnicah, vsi prvi uhajenci vedno vsako leto, vsi birmanci. A se sploh zavedamo, ko je birma v Slovenskih Konjicah, ko je od 100 do 120 birmancev, ko jih vsak povabi, vsaj 30 ali 50 se zbere približno, 3 do 5 tisoč ljudi. Skratka, hočem s tem povedati, jaz mislim, da niti turističnega avtobusa nikoli, da bi to cerkev našel pogledati. Ko pogledamo, pa bom počasi zaključil, vse naše sakralne objekte, od Tepanja, Loč, Jerneja, Žič, Špitaliča, jaz mislim, da smo lahko ponosni na to, kako imamo to vse urejeno. Seveda to je zasluga vseh tistih, ki živijo tukaj v naših občinah, pa seveda vsak v svoji župniji. Skratka, v naši svetniški skupini, če lahko še enkrat povem, mi bomo ta proračun podprli. Smo zadovoljni, da se je na to postavko ploščad, katero smo predlagali, dalo 70 tisoč evrov. Bomo pa tisti, prav gotovo, ko v poletnih časih ne bomo prosili za dodatna sredstva, ampak že to danes napovedujemo, da je to naš skupni cilj, da to ploščad uredimo in ko bo urejena, ne bo to ploščad niti naše svetniške skupine, niti Nove Slovenije, niti Slovenske ljudske stranke, nobene stranke, to bo skupni naš dosežek. In seveda, ko bo ta ploščad urejena, ko bo nekdo prišel v Konjicah, ne bo nikjer pisalo, kdo je to postoril, seveda to je naš skupni dosežek, pa naš skupni ponos. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, da ti si prej prav o užaljenosti pa o nečemer, ne. Mi smo 20. novembra sedeli skupaj, imamo, zdaj ne vem, če veste, imamo vedno sestanke vodij svetniških skupin. Ne vem, ali veste, ali ne veste, ali se znanjajo, ne. In 20. novembra smo sprejeli sklep, skupno stališče Bojan, ker je pisalo. Postavke se ne spreminjajo za ploščad in tudi gor za, bom rekel, za Berliško vežico, dokler se ne bojo zdane vrednosti, koliko bo to stalo, ne. Torej, to je bilo stališče, ja, preberi si, vse smo to poslali, Slavko, ne, tako je bilo stališče in zaradi tega, bom rekel, sem bil jaz, bom rekel, presenečen, da ste en teden, potem, ko smo se to dogovorili tam, ne, pač dali drug predlog, ampak v redu, ne bom s tem, bom prenehal, ne, torej tak je, vi ste svoje povedali, jaz se strinjam, ne bi pa želel, da vi sedaj to nekako interpretirate, da so jaz proti temu, jaz nisem proti temu. Jaz samo vem, ti si sam povedal, ne, da bo trajalo, ne vem, 3-4 leta, da bomo začeli karkoli delati. Dejansko bo, ne, saj tako to zadeve tečejo. Ampak kakorkoli. Še doktor Štromajer, prosim, ne. Slavko ti bom preposlal ti zapisnik tistega gledal, a ga imaš, no, te pa si ga tak, se ga spomniš, kak je bil, ne? No, te pa tak, kad si te gori. Ja, ne vem jaz, kak smo se razumeli, tako je bilo zapisano, noben nič ni rekel, da je kaj narobe, ne? Hvala za besedo. Uvodoma naj izrazim v imenu poslanske svetniške skupine Socialnih demokratov zadovoljstvo, da so vsi moji predhodni govorci napovedali podporo proračunu, seveda bomo tudi Socialni demokrati zadevo podprli. Bi pa glede na razpravo podaril par stvari, ki se mi zdi pomembno, da se sliši. Prvo, seveda, tako kot je rekel župan, tudi mi daleč od tega, da bi kakšni investiciji, za katere skupaj ocenimo, da obstaja družbena potreba v njej, v kraju, v občini nasprotovali. Bi pa vendarle povedal, da je proračun, čeprav vsebuje veliko številk in tabela in to pa ni prvi vrsti finančni dokument. Proračun je v prvi vrsti dokument vprašanja vrednot. Vrednot skupnosti, vrednot, če hočete, politične skupnosti, vrednot ljudi, ki tukaj živimo, vrednot ljudi, ki jih zastopamo in v katerem interesu vsake 4 leta dobimo mandat, da odločamo o skupnih zadevah. Zdaj,
Pa bom začel pri stvareh, ki me res veseli, ker mislim, da jih premalo poudarjamo, ker mislim, da nas več stvari združuje, kot nas razlikuje pri tem proračunu in zaradi tega ga bomo tudi vsi lahko podprli. Ne. Bojan, ti si poudaril zadevo, ki mene najbolj veseli, se mi zdi najbolj ključna. Ne. Obnova osnovne šole pod Goro, 1,850 milijona evrov. Ne. To je nekaj, na kar smo kot skupnost lahko ponosni, ker vidimo, da imamo dobre vrednote. Ne. Da vemo, da je nujno, da vlagamo v izobraževanje, v znanje, v dobre pogoje, zato da naši otroci postajajo boljši, pametnejši ljudje. To se mi zdi izjemno pomembno. Potem izjemno pomembno se mi zdi, recimo, kar tudi ni bilo pomembno, hudo poudarjeno, razen župan malo omenil, ne, pa bom malo bolj povezal zadevo z urejanjem starega trga, je, da smo se skupaj odločili, da prostorov v lasti občin, se pravi premoženja, ki ga občina ima, skupnega premoženja, tako rekoč občank in občanov, se pravi bivše Pekarne Rogla, ki ima malo simbolno, malo tudi v bistvu čist geografsko pomembno vlogo v našem trgu in občini, da tega ne bomo prodali. Socialni demokrati smo zato veseli, ker se nam zdi, da bi to bilo prodano, ne glede na to, kakšno višino, zato da bi uravnoteževali še dodatna 2-3 projekta v proračunu, napaka, ki bi lahko dolgoročno imela slabe posledice za razvoj kraja. In smo veseli, da se za to prodajo nismo odločili in da smo skupaj dosegli soglasje, da tega ne naredimo. Zdaj, zakaj se mi zdi to posebej pomembno? Če odmislimo strateško lokacijo, ki je pomembno, če odmislimo tudi neko kulturno, zgodovinsko vlogo, ki je ta kraj, ki je to lokacija, pa ta prostor imel v kraju. Ne. Zdaj, vi ste govorili o stopnicah na začetku trga, ne, pa ploščadi, pa v bistvu vse skupaj kot povezani celoti, v resnici lahko govorimo. No. Prosim, Slavko? Ja, se strinjamo, dobro, hvala. Bi potem jaz poudaril, da se mi pa zdi pomembno, da pač gledamo big picture, ne, pravi od začetka do konca. In ta big picture, ne, kot si ga predstavljamo socialni demokrati, se ne začne ali pa konča, ne, ampak je v bistvu neka povezana celota. Od avtobusne postaje in ploščadi, ki jo imamo za urediti še v resnici pred 140 stanovanjskim blokom, za avtobusno postajo. Avtobusna postaja, ki je zasebni lasti, pa vendarle, če se gremo v turizem, pa smo prej govorili o avtobusih, ne, je pomembno, da se bo nekoč nekje preko mestnega trga, preko nove tržnice, obnovljene, do starega trga, ne, ki je trenutno, in to bom čisto na glas povedal, ob tem, da smo obdržali Pekarno Rogla na desni strani trga, se pravi desni strani potoka, ne, Socialni demokrati vidimo to kot tudi neko dolgoročno investicijo skupnosti, da bomo lahko ta trg nekoč zaprli za promet. Sami bi si želeli, da se tukaj vidimo in na eni strani povezavo na parking, na drugi strani te iste pekarne, kjer lahko naredimo prehod prek neke pasaže, kakorkoli, in s tem naredimo dostop za občanke, občane, turiste, kakorkoli, na stari trg, s katerega omaknemo promet. In potem imamo v bistvu zaključeno celoto vse gor do cerkve Svetega Jurija. To je ena tak srednjeročna vizija, ki jo zagovarjamo Socialni demokrati in to vidimo kot paket. Ne. To ne vidimo zdaj kot izolirano eno. To so tako sestavljanke kot puzzle ali pa Lego kocke, če želite. Ne. Teda, mi se tega veselimo in upamo, da bomo na tej poti, ne, se veste, pot je pomembnejše cilje, rekel ne za plotnik, ne, skupaj. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da poudarimo, da smo uspeli zagotoviti dovolj sredstev za šport, da smo uspeli zagotoviti veliko družbenih potreb. Sam si želim, da bomo, prej smo rekli, da se bomo razbremenili osnovne šole, jaz bi se tu strinjal, da bomo imeli neki investicijski potencial. Ena izmed idej, o katerih vemo, se bo treba pogovoriti, je prizidek športni dvorani, se pravi, potem, ko smo davno vložili v šolo, športno dvorano morda. Seveda pa nihče nikoli, težko, še verjamem, tudi župan sam, ne more biti 100% zadovoljen z dokumentom pred sabo. Vsi imamo neke moving parts, imamo neke omejitve, zunanje faktorje, ki tako ali drugače vplivajo na dokument in škarje je treba tako ali drugače zapreti. Zdaj, draginja je tukaj, socialni programi so pomembni, stanovanjska politika, sploh preden začnem, je nekaj, na čemer moramo še več narediti in se bomo trudili na razvoju, recimo podjetniški inkubator in tako dalje. Ampak all in all mislim, da je zadeva zelo dobro sestavljena. Verjamem, da bomo tudi pri rebalansu, tako kot je bilo govora, potem, ko bomo jasno videli, koliko je vrednost investicije, kakšna je časovnica investicije, kakšna bo finančna konstrukcija investicije, da bomo veliko lažje v bistvu tudi to zadevo zaprli in se pač dogovorili, na kakšen način, s kakšnimi deleži, s kakšno rešitvijo bomo to zadevo rešili. Se pa tudi zelo strinjam za to, ko ste prej rekli, da bi treba razmisliti, kako bomo kar se da držali cene pa stroške v kraju. Spravi, strani javnih zavodov, strani javnih podjetij itd. To se mi zdi izjemno pomembno. Draginja pač je velika, inflacija je velika, faktori za to razlogi so različni, verjamem, da ne bomo zelo imeli makroekonomske debate, pa vendarle se mi zdi pomembno, da tudi se
ko sami, ko svetniška skupina, pa kot občanke in občani, ki nas gledajo, spremljajo, kakorkoli, se odločajo za kandidaturo recimo svete zavodov. Zdaj na Kvijazu se nam dogaja, da več nimamo nekega, če smo čisto iskreni, jagodnega izbora, imeli gužvo, ne. Se kar pomatramo, da najdemo naše predstavnike, pa ni zdaj, da bi se šli kdo bo koga, ne. To so vendarle naši prvo sito, preden pride to na občinski svet, da naši predstavniki se tudi na sveti zavodov res potrudijo, da se držimo stroške, hkrati seveda ne za ceno kakovosti storitev na najbolj optimalni ravni. Tako da veseli me, da smo našli voljo in energijo in pripravljenost, da smo rešili zadevo. Mene prejšnji seji občinskega sveta žal ni bilo, se opravičujem, sem bil na službeni poti na Štokholmu, ampak očitno je pogovor na Kvijazu koristil, ko smo ga malo neformalno upravili, tako da me zelo veseli, da smo našli rešitev in se veselim konstruktivnega sodelovanja pri rebalansu in pri ostalih izzivih, ki nas še čakajo, pa verjamem, da nam ne bo zmanjkalo. Hvala za besedo. Še kdo? Magister Levart. Hvala za besedo. Ne bom tako dolgo kot moja predhodnika. Tudi meni se v tem trenutku zdi ta dokument dober, usklajen, v največji meri upoštevan vse to, kar smo med prvim in drugim branjem dali svoje predloge. Strinjam se seveda tako z Bojanom pa gospodom Slavkom glede te ploščadi. Se mi pa to zdi v tem trenutku 70.000 evrov, glede na to, da še ni znana dinamika investicije, pač zadostni dober predlog, kot tudi vsi ostali predlogi, ki so bili podani, pa želje, ki so bile upoštevane, zlasti tudi glede krajevne skupnosti, tako da jaz bom ta proračun tudi podprl. Hvala lepa. Če razprave ni več. Drago, izvoli. Še pa jaz v tem starem mestnem mestu nekaj povedal. Jaz se čisto strinjam s tistim, da se je sprejela zgornja ploščad, tule sem zdaj najdel eno sliko, ko piše vizija neodvisne liste odločanja občanov, strateška dolgoročna rešitev problema mestnega jedra. To je bilo za 5 let nazaj, če se spomnite. To je bilo naša predvolilna zadeva. Prvič, nakup zemljišča, občina kupi zemljišče in dotrajane objekte. 2. Obnova 2 objektov stare pekarne. Pridobimo lokale v lasti občine. Prehod skozi staro pekarno in mestno jedro Tic, kot si ga mesto zasluži. 4. Porušimo in stranimo neugledne zadnje stavbe pekarne. To je za vse narejeno, štima. Na lokaciji uredimo parkirišča in ploščad. 7 mestnih hiš pridobi Dobovs in z zadnje strani. To smo jim pred 5 leti naredili. Do tega je prišlo, Darko, točno reč, pa vsi verjetno veste, da je to zemljišče, oziroma stara pekarna takrat bila cena koliko? 2 milijona evrov, potem smo mi na nek način to z onim zglihali na 140, znači to bi poceni nakup. No in zdaj, če se strinjate, jaz sem to naredil, če sem začel risati pred 5 letom, mesto zdaj januarja, februarja, mesto do konca narisal, kak sem si jaz zamislil, pa bom predstavil. Zdaj, če se mesto, tako je Štron rekel, letos oziroma drugo leto uredimo zgornjo ploščad, naslednjo leto 2005 se pa tega le lotimo, pa to rešimo, pa je Adakla Petrk za zmeraj rešen. Na oni strani, na drugi strani, tam ko je Obner, tisti prehod, to je bilo pa prejšnjem mandatu, vsem županov pozorijo, da se to prodaja, naj to kupi, tam ko je zdaj stavba, se ni kupilo, je to stalo koliko? 10.000 evrov, če se prav spomnim. Danes pa imamo tam tisto hišo, ko problematična, nekoliko nekdaj več ne bo prehoda, kupili so pa tujci, točno vete. In tu, če bi dali bi to na prodajo, bi se isto naredilo. In isto bi se naredilo takrat, če bi jaz mogoče ne bi teh tujcev malo premza, pa to vse skupili staro pekarno, oni takrat kupili, pa bi mi imeli danes 100 ali pa 200 stanovalcev. No, tako da to bom jaz mogoče naredil, če se strinjate, naredil, to znam jaz narediti. Pa meni kaj pokazati. Seveda bom veseli vsakega predloga, Zdaj moram biti čisto iskren, Jaz nimam ideje, kaj tam, Jaz sem to ponudil stanovanjskemu podjetju, če bi želelo prevzeti pa to preurediti, ni zainteresirano. Tako da bom vesel res predlogov, in bomo potem neke debati to rešili, Denar bomo pa tudi verjetno
poiskali. Ne? Ja, prosim. Proračun je tak dokument, ko mogoče velja spregovoriti malo več stavkov. Zdaj, če bomo mi s temu stremeli občinske svetnice in svetniki, da bomo razdelili teh 16 milijonov oziroma 17 tudi v naslednjem letu, ko je pred nami, potem ne bomo imeli tak težkega dela. Naš skupni cilj mora biti, da bomo to občino pripeljali še dodatni denar. Zdaj, če bomo samo razporejali tega, ko nam propada, po ključu državnem, ne glede kdo za tem omizjem sedi, pa kdo je župan, naš moto mora biti, da pripeljamo čim več državnega denarja sem. Ena podobna, ena vzorna zadeva je obvoznica Slovenske Konjice v Platnici. Občinskega denarja 0, vejica 2 0, kohezijski denar, pa državni denar. Teda, jaz se strinjam z Jernejem, z idejo. Ampak dajmo iskati sredstva, da jih bomo dodali k temu proračunu. Župan je tudi prej povedal, koliko je 2 leta nazaj prenašal, 2,3 milijone iz proračuna. Naslednjo leto sem pa, če sem prav slišal, pa bomo že skoraj na 0. Teda, rokave zavihati, prepeljati denar. Hvala. Če gledaš mojem proračun črpanje, torej mi v letošnjem letu bomo nekje 1,8 milijona dobili denarja, drugo leto tudi približno toliko. Vse, kaj bistveno, tudi prej ni bilo kaj več. Ne? Torej, mi se javljamo na vse razpise in pripravljamo projekte, da se bomo lahko na razpise, ki bodo sploh prijavili. Torej, na področju kanalizacije, kulture, športa, pripravljamo projekte. Če nimaš projektov, se nimaš na kaj prijavljati. Ne? Torej, ti to veš, ne? Najboljš od nas. Ne? Tako da mi imamo pripravljene projekte. Ko bo na športu razpis, bomo prijavili. Vse mi prizidka sami ne moramo narediti, vse to je jasno, to je investicija, 3-4 milijone evrov. Ne? Torej, ko bo razpis za čistilne oziroma za ureditev teh PE-jev po 2000, ne, se bomo prijavili. Bomo imeli gradbeno dovoljenje, moramo dobiti, ne, saj delamo na tem, jaz se tega zavedam. Je pa tudi res, ne, da bo treba poleg tega, ne, zagotavljati seveda tudi svoj del denarja. Ne. Zdaj, ko si rekel, jaz sem zadnjič bil tudi z tem gospodom z DRI-ja, ki je, bomo rekel, odgovoren za ceste, je povedal, denar gre gor, to, kar sem že zadnjič povedal, gre na Koroško, gre zgor na Savinjsko. Torej, vsi ti projekti, ki so bili, bomo rekel, predvideni za nas, pa ne samo za nas, tudi za vse ostale občine, tudi Zreče, Vitanje, oziroma gre, se predstavlja, se zamika. Ne? Torej, to so pač dejstva. Tako da, drugače pa mi, če pogledate, ni investicije, ki jo delamo na teh področjih, da ne bi mi sofinancirane imeli. Vse drugače jih tudi ne začenjamo. Pa če jih začnem naštevati, ne, pa jih ne bom, ne. Vsaka investicija, ki smo delali, je sofinancirana. Vsaka. Ene bolj, ene manj. Dvigalo pri upravni enoti bo 90% dala država. Ne. Sekundarno kanalizacijo, ko smo delali, polovico dala država. Šolo daje zraven država, 1 milijon. Kaj še imamo, kaj takega, ne spomnim me. Glavnem, ni investicije. Hokej, bom rekel, potem žička kartuzija. Vse, kaj se dela, razen cest, je financirano oziroma sofinancirano. Mi smo praviloma na teh razpisih vedno uspešni. Praviloma. Ne. Tako da, ja. Glejte, jaz predlagam, da z razpravo zaključimo. Torej, jaz bom vse te vaše, bom rekel, razmišljanje seveda upošteval, tudi za naprej. Sem vesel. Pa še eno stvar je povedal. Poglejte, proračun se začne sprejemati, pripravljati nekje v mesecu avgustu. In traja nekje do konca oktobra. Ne letos, ne v preteklosti, se ni zgodilo, da bi en svetnik ali pa ena svetniška skupina prišla septembra županu, pa bi rekla, lej, tole bi pa mi želeli malo poudariti, pa nekaj stvari narediti. Zato vas prosim in pozivam, pomagajte mi, predlagajte, ampak pravi čas, ne potem, ko so zadeve že v bistvu, ne.
Tako da septembra, drugo leto po dopustih pridite, vedno so vrata odprte, predlagajte, svetujte in z veseljem bomo to tudi upoštevali. Torej predlagam, da občinski svet sprejme odlok o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2024 v drugem branju. Soglasno, hvala lepa. Hvala lepa. Ugotavljam, da je proračun sprejet. Tretja točka, predlog odloka o aktu ustanoviti družbe stanovanjsko podjetje Konjice. Smeljano, prosim za predstavitev. Govorimo o skrajšanem postopku. Dober večer. Predlog odloka je pripravljen na podlagi ugotovitev Računskega sodišča, kjer navajajo, da ustanovitelj pri oblikovanju javnega nepremičninskega zavoda v DOO ni ustrezno definiral zaščite občinskega interesa v smislu določil zakona o javnih financah. Takrat je posebna komisija pregledala to poročilo in na podlagi pridobljenih dodatnih mnenj podala odzivno poročilo, nato je pa občinski svet v mesecu maju sprejel sklep, da se stanovanjsko podjetje Konjice DOO ohrani v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, s tem, da se v ustanovitvenem aktu doda ustrezno zaščiti javni oziroma občinski interes. Kasneje sta še bila sprejeta dva dokumenta, strategija kapitalskih naložb in pa načrt kapitalskih naložb. Bistveno, kar pa smo upoštevali pri pripravi odloka, pa je, da smo dodali te določbe zakona o javnih financah, se pravi, da je družba ustanovljena z namenom za izvajanje gospodarskih javnih služb in pa drugih dejavnosti, ki stremijo k zagotavljanju javnega in občinskega interesa. Dodano je določilo za izvajanje gospodarskih javne službe, izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote. Družba se lahko zadolži in izdaja poroštva ob soglasju ustanovitelja. Obseg in ročnost se določita v proračunu, v odloku, s katerim se sprejema proračun, in pa zaveza, da mora direktor spremljati stanje zadolženosti in ga tudi napovedati. To je to. V bistvu sprejemamo nov odlok, ne? Drži. Nov odlok, mi starega ukinjamo in ga moderniziramo oziroma v skladu z temi ugotovitvami tudi ustrezno oblikujemo. Torej, prosim doktorja Štromarja, da poda mnenje odbora k odloku. Hvala, župan. Tudi to zadevo je pogledal Odbor za finance in premoženje, soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagan odlok. Hvala. Karate, prosim za mnenje Statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Tudi Statutarno-pravna komisija je obravnala gradivo in ga potrdila, da je predlagala sprejem odloka. Hvala lepa. Odpiram razpravo pred prvo obravnavo. Razprave ni, torej predlagam, da občinski svet sprejme odlok o aktu ustanovitvi družbe stanovanjsko podjetje Konjice DOO v prvi obravnavi. Prosim, kdo je za. Soglasno, hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok o prvi obravnavi sprejet, zato odpiram razpravo pred drugo obravnavo. Je ni. Predlagam, da občinski svet sprejme odlok o aktu ustanovitvi družbe stanovanjsko podjetje Konjice DOO. Prosim, če glasujete. Soglasno. Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok sprejet. Četrta točka. Predlogi odlokov. Torej, tu imamo sedaj eno skupino odlokov, ki se v bistvu nanašajo vsi na isto zadevo, ne, in jih bomo obravnavali v bistvu v paketu. Torej, govorimo o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v naši občini, pa bi kar prosil Smeljana, če nam to predstaviš. Ja, hvala. Zdaj, če skupna sprememba vseh odlokov je sledenje področni zakonodaji, namreč v ustanovitveni akt javnega zavoda, ki izvaja javno službo in poleg te javne službe tudi tržne dejavnosti, je potrebno dodati določilo, da lahko te tržne dejavnosti javni zavod izvaja samo v primeru, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh 100 dejavnostih povezanih odhodkov
To določilo je vključeno v vse spremembe odlokov, potem pa imamo še dodatno uskladitev pri osnovni šoli ob Dravini in Loče, uskladitev z ZOFI-jem, Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, kar pa ni potrebno uskladitve, ker so bile že pri vrtcu in pa pri osnovni šoli pod Goro izvedene. Največja sprememba pa je še pri odloku Glasbena šola Slovenske Konjice, kjer je pač podobno kot pri zdravstvenem domu potrebno bilo vključiti še skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, ker so ustanoviteljice glasbene šole tudi občina Zreče in pa občina Vitanje, kjer pa sta občinska sveta te odloke že sprejela, potrdila. Hvala. Hvala lepa. Magistra Levarta, prosim, da poda mnenje odbora za družbene dejavnosti. Hvala. Naš odbor je obravnaval vseh 7 odlokov in vse potrdil, ter predlaga, da jih tudi občinski svet potrdi. Da jih naštejem: osnovna šola Loče, osnovna šola v Dravini, osnovna šola pod Goro, vrtec Slovenske Konjice, glasbena šola Slovenske Konjice, Zavod za šport Slovenske Konjice, splošna knjižnica Slovenske Konjice. Hvala lepa. Magister Levart, Zlatka Rateja, prosim za mnenje statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Tudi statutarno-pravna komisija je obravnavala predlagano gradivo in ga potrdila, ter predlagala občinskemu svetu sprejem vseh navedenih 7 odlokov v skrajšanem postopku. Hvala lepa. Odpiram razpravo pred prvo obravnavo. Razprave ni, torej predlagam, da občinski svet sprejme odloke javnih zavodov v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo. Ni, torej predlagam, da občinski svet sprejme odloke v javnih zavodov v drugi obravnavi. Soglasno, hvala, ugotavljam, da so odloki sprejeti. 5. točka. Predloga sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra. Smiljano, Sobota, prosim. Hvala. Tokrat predlagamo v ukinitev statusa grajenega javnega dobra 2 sklepa, namreč pri odmeri 2 cest na javne poti in lokalne ceste se je pokazalo, da dejanski potek ceste poteka drugače, kot je pa vrisano v kataster javno dobro. V ta namen je geodetska uprava že izdala odločbe, v enem primeru še sicer odločba ni pravnomočna, tako da bo postopek speljan naknadno, potrebujemo pa sklep občinskega sveta najprej za ukinitev tega statusa grajenega javnega dobra, na podlagi katerega bo potem občinska uprava izdala ugotovitveno odločbo in pa oddala predlog v zemljiško knjigo za izbris tega statusa, po ukinitvi pa bodo zemljišča namenjeni razpolaganju z zemljišči. Hvala lepa. Matejo Senico, prosim za mnenje odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Hvala za besedo. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval vse predloge sklepov o ukinitvi grajenega javnega dobra. Jaz sem parcelni številka 461/5, 468/8, 461/9, 460/11, to je vse KO spodnje Grošovje in pa parcelne številke 2174/4, parcelna številka 2174/4 KO Lipoglav in vse predlaga v obravnavo občinskemu svetu. Hvala lepa. Predsednik pa še Zlatka Rateja, prosim za mnenje komisije, statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Tudi statutarno-pravna komisija je obravnavala prejeto gradivo ter ga potrdila in predlagala občinskemu svetu sprejem sklepa o ukinitvi javnega dobra. Hvala lepa. Odpiram razpravo za oba predloga sklepov. Razprave ni, torej predlagam, da občinski svet sprejme sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra. Prosim, če glasujete. Hvala lepa. Ste dobro pripravili vse, Smiljana. Ugotavljam, da so sklepa sprejeta. Prihajamo na kadrovske zadeve. 6. točka. Predlog sklepa o prenehanju mandata članov nadzornega sveta JKP Slovenske Konjice in imenovanje nadomestne članice nadzornega sveta JKP
Slovenske Konjice. Prosim Bojana Podkrajška, predsednika Kvijeza, da predstavi predloge. Ja, hvala. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje ter administrativne zadeve Občinskega sveta občine Slovenske Konjice predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o prenehanju mandatu Francu Orešniku v nadzornem svetu javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice zaradi odstopa in za nadomestno članico nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice imenuje Ireno Švab Kavčič. Odpiram razpravo. Razprave ni, torej predlaga, da občinski svet sprejme sklep o prenehanju mandata Francu Orešniku in imenuje dr. Ireno Švab Kavčič za nadomestno članico nadzornega sveta JKP Slovenska Konjica. Prosim, če glasujete. Hvala lepa. Soglasno. Zdaj Irene ni, je šla ven, da ji ne moram čestitati, ne? Bolj kasneje. Se vem. 7. točka. Predlog sklepa o imenovanju 3 članov sveta zavoda Osnovna šola ob Dravini. Zopet Bojan, tebe prosim za predstavitev. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje ter administrativne zadeve Občinskega sveta občine Slovenske Konjice predlaga občinskemu svetu, da za člane sveta osnovne šole ob Dravini imenuje Ana Marij Kotnik, Neško Pavlič Brečko in Jakoba Mlakarja. Odpiram razpravo. Razprave ni, torej predlagam, da občinski svet sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda OŠ ob Dravini, kot je predlagano. 18 za, hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep sprejet. 8. točka, predlog sklepa o imenovanju 3 članov sveta zavoda Osnovna šola Podgoro. Bojan, izvoli. Ja, še enkrat hvala. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje ter administrativne zadeve Občinskega sveta občine Slovenske Konjice predlaga občinskemu svetu, da člane sveta zavoda Osnovna šola Podgoro imenuje Nino Petelinek, Lenata Pokliča in Iris Juhac. Razpravo. Razprave ni, torej predlaga, da občinski svet sprejme sklep o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Podgoro, kot je bilo predlagano. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Si za 18, 19 za? 18 za, 2 sta se zdržala. 2 sta se zdržala, vredno. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Torej smo pri zadnji točki. Naslednja redna seja občinskega sveta bo najverjetneje marca. Torej, če ne bo zdaj kaj posebnega, ali pa bomo mogoče verjetno že v februarju imeli sejo, glede na te dogodke, ki se sedaj kažejo pri krajevni skupnosti Bezana, glede po te problematike vodovoda, ne. To bo mogoče malo kasneje, ampak dobro, februarja ali pa marca, ne. Torej, vi veste, da je bil zbor občanov kaj iz Bezana glede problematike vode v tem delu naše občine. Tu gre za, verjetno ste tudi prebrali, mi smo vam tudi poslali zapisnike tega, ne. To gre za resno težavo, to gre za velik sistem, to je število uporabnikov več kot 1000 ali pa 1000 občanov. Sklepi ste na nek način seznanjeni, zdaj bomo videli, torej zadeve bojo stekle, neke odločitve bo treba sprejeti, vsi skupaj, torej to ne bo sprejemal občan, ampak bo morali se o tem pogovoriti, ker bo zahtevalo tudi neko politično in soglasje in zavedanje, da bo to in postopek, ki bo terjal tudi nekaj vložka in tudi vse ostalo s tem povezano, ne. Tako da to je en kar resen problem, ampak dobro, verjamem, da bomo rešili. Torej, vsi ljudje, ki so bili na tem zboru, krajana, bilo jih je preko 100, so soglasno sprejeli neko odločitev, da se to prenese v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju, kar bo seveda
pač to komunalno podjetje to seveda naredilo, mi bomo pa morali tudi neke odločitve tukaj na nivoju lokalne politike sprejeti, kako se tega lotiti. Čestitke v prihajajočih praznikih. Jaz bi se rad zahvalil prvo podžupanu Primožu Pokliču za korektno pomoč, veliko pomoč pri delu župana v preteklem letu. Rad bi se zahvalil naši direktorici, Brede Obrez, ki 1. februarja odhaja na druge izzive, delovne, karierne. Bi se zahvalil za Breda za dobro sodelovanje. Jaz se zavedam tega, da z menoj ni vedno lahko, ne, to si tudi sama ugotovila, ampak v redu, ne, ampak kljub temu, ne. Šopre. Drugo pa še dobi. Seveda, zdaj, ko se bomo poslovili od stare direktorice, bo treba imeti novega direktorca pa direktorja, ne. Zato vas obveščam, da bom s 1. februarjem imenoval VD direktorice občinske uprave, mojo zdaj levo, pol bo pa desna roka, ne. Mojco, ne. Tako, zdaj pa spoštovane, beseda je vaša. Hvala lepa za konstruktivno sejo, za razumevanje in seveda potem, ko bomo pa spili kozarček, bom pa vam čestital na zdravo ob novem letu. Ok, hvala lepa. Predsednik KS-a, ne, Dejan Vrhovšek, ne. Zdaj gledaš tako dolgo boja, ne. Ne bom. Spoštovani gospod župan, spoštovane občinske svetnice, svetniki, spoštovane sodelavci občinske uprave ter seveda spoštovani občani, občanke, ki nas spremljajo preko videa. Jaz bi se vsem lepo zahvalil za današnjo, oziroma vam bi se zahvalil za današnjo konstruktivno debato, da ste uspeli najti toliko razuma, da ste to potem tudi ta proračun uspeli pospraviti pod streho. Jaz verjamem, da zdaj, ko je pospravljen, da nas čaka samo še, oziroma vas, nas vse, čaka en kup ogromno nekega dela. Jaz bi mogoče samo opozoril, jaz sem vesel, da danes gostim, bom rekel, občinski svet v Dražji vasi. Pravo je, da je tudi podeželje, manjši kraj, smo deležni takšnih dogodkov in mogoče predlog za bodoče, da se pa tudi enkrat letno ali večkrat pa le odločite in greste tudi po ostalih krajevnih skupnostih, da spoznate, v kakšnem okolju mi delujemo, v kakšno infrastrukturo imamo. Mi smo na našo zelo ponosni, tako da mi smo veseli, še enkrat poudarjam, in bi seveda bodoče želel, da še kdaj pridete. Hkrati bi mogoče izpostavil, ker smo krajevne skupnosti, bom rekel, podaljšana roka občine, je zelo pomembno, da se tudi na krajevne skupnosti bodoče ne pozabi. V letošnjem letu ste uspeli doseči, da sredstva ostanejo enaka, zagotovo pa bo to potrebno resne razmisle, kako v bodoče tudi ta sredstva za krajevne skupnosti povečati, kajti sami vemo, da se vse draži, tudi drži se pri nas, vse je v bistvu, karkoli greš, je zdaj 20-30% dražje, zdaj, če sredstva ostanejo enaka, da bomo za ta denar lahko storili pač bistveno manj. Moje moto je zmer kot predsednik krajevne skupnosti, da ni vse v asfaltu in kandelabrih. V naši krajevni skupnosti se precej trudimo tudi na ostalih vsebinah, kulturnih, športnih, seveda tudi gasilskih vsebinah. V letošnjem letu je naše gasilsko društvo v Dražji vasi praznovalo 100 let. Ohranjamo torej, bom rekel, smo z izdajo zbornika ohranjali tudi to dediščino zgodovine. Danes imate priložnost tudi ogledati si razstavo, ki smo prejšnji teden otvorili, o zgodovini oziroma 130. obletnici prihoda železne ceste v Oknice in posledično tudi v Dražjo vas. Tako da je to tudi ena krasna priložnost za vas. Hvala lepa še enkrat za sodelovanje. Stari direktorci, hvala za, bom rekel, dobro sodelovanje. Novi direktorci pa seveda v okviru uspešnega dela. Vsem občanom, občankom, vam
pa v prihajajočih praznikih želim mirne božične praznike, v novem letu pa polno ciljev, katere probamo pristopiti zdravi ter se veliko mero sreče. Hvala.